Lepo pozdravljeni. Na današnji novinarski konferenciji vam bomo predstavili plan aktivnosti zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o malem delu. Več o tem vam bodo povedali Rok Primožič, namestnik predsednice Študentske organizacije Slovenije, Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ter Marko Funkel, predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Najprej bi pa prosila Roka, če lahko pove nekaj vodnih besed. Ja, za začetek želim vsem srečno in zdravo novo leto. Hvala, ker ste prišli. Kot verjetno veste, je Študentska organizacija Slovenije pobudnik naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o malem delu. Razloge za naše nasprotovanje smo v preteklem letu predstavili že večkrat. Poslanke in poslanci Državnega zbora so kljub nasprotovanju in kljub vetu Državnega sveta zakon dokončno potrdili in zadnja možnost, ki nam ostaja, je volja ljudstva, torej referendum. V namen zbiranja podpisov je dal ŠOS pobudo za ustanovitev Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki prevzema in koordinira aktivnosti zbiranja podpisov. Zakon o malem delu prinaša negativne posledice ne le študentom in dijakom, ampak tudi brezposelnim in drugim družbenim skupinam. Tudi zato smo se odločili, da damo pobudo za Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, ki bo imelo podporo več družbenih skupin. Na tem mestu vabim vse organizacije, ki nasprotujejo malemu delu, da svojo podporo Gibanju za dostojno delo in socialno družbo pokažejo, koliko nas pravzaprav je takih, ki se zavedamo, kaj malo delo v resnici prinaša slovenski družbi. Malo delo v slovenski prostor prinaša prekarizacijo dela. Delo, ki je bilo do sedaj začasne narave in izjema, se sedaj širi tudi na druge družbene skupine in to ima lahko zelo škodljiv učinek za vse, ne le za študente. V Študentski organizaciji Slovenije smo prepričani, da je malo delo korak stran od socialne države in zato nesprejemljivo. Zaradi tega bomo s svojimi aktivnostmi proti uveljavitvi tega zakona vztrajali do konca. Sedaj pa predajam besedo kolegu Zorku. En lep pozdrav tudi z moje strani in pa strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Že večkrat je bilo rečeno in seveda tudi tukaj ponavljamo. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se aktivno pridružuje akciji zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma zoper zakon o malem delu. Razlogi za to, da se temu pridružujemo, so bili že tudi večkrat ponavljani, moče na tem mestu ne bi ponavljal v celoti, bi pa omenil tisto, kar je mogoče skupnega z pobudniki, torej zbiranja teh podpisov. In to so mladi brezposelni. Danes imamo v Sloveniji 16.000. November 2010 je bilo 16.000 mladih, starih med 25 in 30 letom brezposelnih, kot takšni prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Novembra 2008 je bilo takšnih 9.000. To je dokaz, da je država, namesto da bi spodbujala zaposlovanje mladih, odpiranje novih delovnih mest in sprejemala ukrepe, ki so potrebni v tej smeri, žal sprejela zakon o malem delu. Zakon, ki je v Nemčiji ubil 1 milijon rednih delovnih mest. Zakon, ki je v tujini dokazano povzročil prekernost trga delovne sile. In zakon, ki pritiska na plače redno zaposlenih delavcev, na njihove pravice, na njihov standard. Vemo, da je vlada že napovedala spremembe tudi zakona o delovnih razmerjih. Seveda bo zakon o malem delu, ki uvaja trg prekerne delovne sile, prekerni trg dela, to, kar je že bilo rečeno, seveda še dodatno povečal pritisk na redno zaposlene in pa na njihove pravice. Mladi danes stopajo na trg delovne sile v redno delovno razmerje med 27 in 30 letom starosti. Z uveljavitvijo zakona o malem delu
bo ta vstop na trg delovne sile še kasnejši. In temu seveda Zveza svobodnih sindikatov Slovenije nikako ne moramo slediti, ne, in smo se tudi iz tega razloga pridružili akciji zbiranja teh podpisov. Tudi naši člani, zaposleni delavci, ne podpirajo tega zakona. Da ne podpirajo, kajti zavedajo se, da je to prvi korak k zniževanju njihovih pravic, ne, in k amerikanizaciji trga delovne sile v Sloveniji. In temu smo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije rekli odločen ne in bomo tudi naredili vse, ne, kar je v naši moči, da do uveljavitve zakona o malem delu ne bo prišlo. Ja, hvala za besedo. Sam bi želel na kratko predstaviti aktivnosti pobiranja podpisov. Danes se je namreč začel 35-dnevni rok, ko lahko vsi državljani Republike Slovenije za volilno pravico dajo podporo proti malemu delu. To lahko storijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na to, kje imajo stalno prebivališče. Podpis oziroma podporo lahko izrazijo tudi preko e-uprave, se pravi preko elektronskega podpisa. Prav tako je zelo pomembno, da svoj podpis dostavijo ali na ŠOS, ki je nenazadnje predlagatelj referenduma, ali to oddajo ljudem, ki so pred upravnimi enotami, se pravi našim aktivistom, ali to uredijo preko sindikata. Važno je, da ti podpisi nazadnje pridejo v naše roke, ker štejejo samo podpisi, ki jih mi fizično zberemo, in ne podpisi, ki so dejansko bili oddani na upravni enoti. Tako da vse bi pozval tukaj, da dejansko dobimo mi na koncu te podpise tudi v fizični obliki, da pridejo na pravi naslov. Enostavno združenje oziroma gibanje za dostojno delo in socialno družbo je nastalo iz razloga, kot sta povedala že moja predhodnika, da zbliža oziroma združi vse nasprotnike slabega zakona. Vlada namreč predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z svojimi reformami dela ravno nasprotno, se pravi, da bi razdružilo oziroma sprlo na nek način različne generacije, kar je naš namen, da se to ne zgodi. Mi želimo tukaj opozoriti, da zakon, kot je malo delo, ni pisan na državljane, ni pisan za državljane, pisan je za interese kapitala. In takšnega zakona enostavno državljanom Republike Slovenije ne privoščimo. Ob tem bi še poudaril, da vsi, ki se želijo pridružiti kakorkoli gibanju za dostojno delo in socialno družbo, lahko to storijo tako, da pridejo na spletni strani www.socialna-družba.si, so kontakti, da se nam pridružijo na nek način, da se skoordiniramo in da enostavno skupaj nastopimo proti zakonu o malem delu, mogoče pa tudi proti kaki drugi zadevi. Vsekakor je pa zelo pomembno, da volivci grejo in podpišejo, da izrazijo svojo nepodporo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki z malim delom uvaja prekarno obliko dela.